so ljudje, ki jim je pravzaprav povsem vseeno, kaj se dogaja okoli njih. In so ljudje, ki se zanimajo za to, kaj se dogaja ljudem, ki živijo okoli njih, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja s sosedi, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z otroci, ki jim ni vseeno za vse krivice, ki se dogajajo v tem svetu. In eni takih, ki skrbijo za to, da bi bilo lepo tudi drugim, ne samo njim, so zagotovo člani humanitarnega kluba Unija. Kaj pravzaprav pričakujete od današnjega večera? Od današnjega večera pričakujemo veliko osveščenja pri samih ljudeh, torej da je to nasilje, ki se dogaja na nek način v vseh teh naših družinah, za matere, žene, otroke, potrebno ustaviti in je to potrebno ustaviti takoj. Vendar to ni edina stvar, ki jo danes pričakujemo. Seveda pričakujemo tudi nekaj materialnih in tudi nematerialnih sredstev, tako da nekako na ta način tudi olajšamo oziroma omogočimo tisti delček življenja in da na nek način, na ta način tudi torej prispevamo nekaj k mozaiku lepšega jutri. Ko ste se pripravljali na koncert, ste v bistvu povabili veliko različnih izvajalcev. Kakšen je bil odziv, ko ste povedali, čemu namenjate ta koncert? Moram reči, da so se izvajalci zelo, zelo prijazno odzvali našemu povabilu, prav tako tudi vsi ostali sponzorji, moram reči tudi umetniki, slikarji, kiparji, tako da smo bile same res pozitivno presenečene, da je veliko posluha še pri teh ljudeh in mislim, da je človeku mar človeka. Prvič ste se začeli družiti z klubom Unija že pravzaprav na njihovi dobrodelni akciji, ko je bila vaša slika prodana za pravzaprav na višjo ceno. Tokrat se pojavljate v vlogi pevca. Zakaj pravzaprav sodelovanje na humanitarnih prireditvah? Ja, ravno zaradi tega, kot je tudi danes naslov prireditve, ustavimo nasilje. Gre za to, da pravzaprav pomagamo na tak način vsak s svojimi talenti, ki jih pač ima, na svoj način opozoriti na to, kar se dogaja in pomagati to preprečiti, namreč nasilje v družinah, nad otroki, nad ženskami in tako naprej. Ampak običajno pravijo, da so moški tisti, ki so nasilni. Ja, verjetno res, ampak ne vem, jaz verjetno ne spadam med te nasilneže, ampak med tiste, ki se proti temu borijo na svoj način. Tako da pač s pesmijo, sliko, s tem, s čim lahko. Kaj pravzaprav vam pomeni humanitarnost? Jaz mislim, da še posebej v zadnjem času humanitarnost pridobiva na pomenu. Meni osebno pomeni pač nekako dajanje nazaj družbi, neko roko pomoči, roko solidarnosti, za katero mislim, da je več kot prav, da si jo ljudje vsake toliko časa ponudimo. Današnji večer je nekaj posebnega. Je, res je. Mamicam je posvečen, varnim hišam, materinstvu. Se mi zdi, da v zadnjih letih, kar je seveda tudi prav, se čedalje več opozarja na to problematiko, kar še ne pomeni, da je zdaj tega toliko več, ampak po mojem predvsem to, da so oči javnosti dosti bolj odprte in uprte v to problematiko. In mislim, da je to več kot pravno. Mislim, da je prav, da se iz takih situacij, da žene, matere, dekleta, ki so v takšnih situacijah, vedo, na koga se lahko obrnejo in da so ljudje, ki jim bojo pomagali. To priložnost bi izkoristila tudi zato, da vam čestitam ob vaši poroki in da ga vprašam, kdaj boste postali mamica? Nekaj časa še ne. Mečken sva rekla, da sva najprej drugmu posvetila, ampak ko bo, pa bo. Ne bova se nič bistveno zavirala in ovirala ne v eno, ne v drugo smer. Pa zakaj mislite, da so zmeraj ženske žrtve nasilja? Kaj naredijo narobe? Ja, mislim, da je tukaj predvsem človeška neumnost. Ljudje se skregajo in nekateri imajo v sebi toliko nasilja, da ko ostanejo brez besed, si svojo besedo, glavno besedo izgovorijo z nasiljem. In moški so močnejši spol in tukaj imajo močnejšo besedo. Jaz bi si želela, da bi bilo manj tega. Vem pa, da je res ogromno tega in bi prosila ženske, ki so žrtve, da ne grejo čim prej stran. Če se enkrat zgodi, je preveč. Res, ne glede na okoliščine, ni nobenega opravičila za to.